Dobro jutro, ura je 6. Ja, danes sem pa vstal kar zgodaj in to zato, ker želim opraviti vse stvari jutranje, preden se grem ob 9. opisati na študij poslovne ekonomije na Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru. Ja, pri svojih 40 letih starosti grem ponovno v šolske klopi na dodiplomski študij. In zakaj ekonomija? Kljub temu, da sem zaključil srednjo strojno-tehnično šolo in potem delal kot grafični oblikovalec, spletni programer in fotograf vrsto let. Zakaj je zdaj ta odločitev? Ravno zaradi tega, ker sem videl, da je denar tako zelo pomemben v naši družbi in ker sem imel premalo razvite discipline glede denarja in ker sedaj gradim veliko organizacijo za uvedbo in trženje nove revolucionarne učne tehnologije, ki bo omogočila vzgojo nove generacije ljudi, ki bodo odgovorno ravnali, ki bodo sposobni zdravorazumskega razmišljanja ter ustvarjanja razmer na svetu, ki bodo najboljše za vse. Zato grem na ekonomsko šolo, ker poslovna miselnost je tista ključna, ki omogoča človeku drugačno zavedanje. V poslu se ve pomembnosti sodelovanja, povezovanja, mreženja, pogumnega spreminjanja razmer in tudi preko študija nameravam vzpostaviti številne koristne povezave z osebami, veze in poznanstva. In ekonomija je pomembna zato, ker denar predstavlja največjo religijo na tem svetu. Ljudje mogoče mislijo, da če so ateisti, da ne verujejo v ničesar, ampak vrednost denarja, vrednost papirja, nekih številk na bančnem računu je tisto verovanje, ki je temeljno in preko katerega smo vsi ljudje na tem svetu enako vodeni in tudi posledično zasužnjeni ter izkoriščani. Jaz sem te stvari spoznaval že vrsto let in prvi film, ki mi je odprl oči glede tega, je film Zeitgeist. To je dokumentarec o delovanju denarnega sistema, kajti ljudje sploh ne vejo, kako deluje denarni sistem. Mislijo, da je to nek mehanizem, ki omogoča pač enostavnejše izmenjavo storitev in dobrin. Toda skoraj nihče ne ve, da je to globalni sistem zasužnjevanja, izkoriščanja in suženjstva, ki je voden iz strani določenih bančnih družin, lobijev, oziroma je globalno nadzorovan iz strani religije oziroma Vatikana. Zato glede tega predlagam, da si tudi vi ogledate film Zeitgeist in pa tudi, da pogooglate film z imenom, na YouTubu je brezplačno objavljen, z imenom All Wars are Bankers' Wars. Torej, vse vojne so vojne bankirjev. Katerakoli vojna na svetu je bila do zdaj, vse so bile sprožene iz strani bankirjev, iz strani bank, ker banke so potem financirale
obe strani nasprotnikov. In vojna je tudi najbolj dobičkonosna industrija, takoj za zdravstveno industrijo oziroma farmacevtsko industrijo. Zdravstvo je tudi določena oblika poneumljanja in zasužnjevanja ljudi in izkoriščanja ljudi. Ampak o tem kdaj drugič. Torej, jaz sem iskal skupine ljudi, združenja, katerim bi se lahko priključil, in nekaj časa sem bil priključen Zeitgeist gibanju, oziroma pri nas je društvo Duh časa, in tudi Venus projektu, Venus Project, in pa zelo me je navduševal RBE, Resource Based Economy, torej ekonomija, ki temelji na trajnostnem ravnanju z vsemi globalnimi naravnimi viri. Ampak kar sem opazil tam je to, da je pri Zeitgeist gibanju pomanjkanje razumevanja, kako smo mi sami soodgovorni za to, da smo ustvarili in dopustili denarni sistem tak, kot je. In tudi, da ni res tako, kot se pravi v raznih poslovnih krogih, še posebej v mrežnih marketingih, da imamo vsi enake možnosti in da če se človek za to odloči, lahko doseže bogastvo, ker celotni politični in davčni sistem je zasnovan tako, da drži vse ljudi, večina ljudi v stanju boja za preživetje in velike revščine. Pa ne samo to, ta sistem, kar se še ne ve, je to, da ta sistem neenakost na svetu je tudi posledica neenakosti v tako imenovanem duhovnem svetu oziroma za smrtju. Kajti ni tako, kot si ljudje zamišljajo, da tukaj na tem svetu je učilnica, kjer se učimo, in potem, ko umremo, gremo v duhovni svet, ker je vse v najlepšem redu in kjer srečamo ljubeče angele in ljubečega Boga. Kajti duhovna hierarhija je bila v osnovi zgrajena tako, da je v duhovnem svetu povzročala neenakost, zasužnjevanje, izkoriščanje, in posledično je to izkoriščanje tudi na svetu, ker je izkoriščanje, neenakost na zemlji v tej materialni resničnosti samo odraz, posledica neenakosti v duhovnem svetu. Torej po principu tako, kot je zgoraj, tako je tudi spodaj, so vzroki na tem svetu, problemi za vzroke na tem svetu, posledica problemov in izkoriščanja in neenakosti v duhovnem svetu. Zato tudi se je pri Destiny, pri našem gibanju, to naprej raziskalo, in Bernard Pullman, ki je začetnik teh raziskovanj, je naprej zagotovil, da so se stvari prečistile in vzpostavile ravnovesje v duhovnem svetu. Sedaj se pa poteka še postopek enakovrednosti, vzpostavitve ravnovesja na zemlji, in zato je ključni prvi korak za doseganje tega enakovesja, enakovrednosti, notranja čustvena stabilnost. In nobeno drugo gibanje, ki ima neke želje po izboljševanju razmer na svetu, se tega ne zaveda in tega ne izvaja. Zato tukaj pri našem gibanju smo praktično edini, ki gradimo ta postopek izboljševanja razmer na svetu po tem sistemu, da najprej se notranje čustveno stabiliziramo in ustvarjamo notranje ravnovesje, ker zunanji sistem je samo odraz našega notranjega sveta, naših miselnih in vedenjskih vzorcev. Kajti mi smo zgradili zunanji sistem tak, kot je, in ne moremo ga spremeniti na čustveno agresiven, nasilen način, ampak moramo najprej doseči notranji mir. Vabim vas, da
si pogledate še povezave pod tem videoposnetkom do teh raznih virov in dokumentarcev. V naslednjih posnetkih pa bom še razložil določene rešitve, ki jih pripravljamo v zvezi s tem. To so politične rešitve, ki se imenujejo, prvotno je bil program, ki se je imenoval Equal Money System, torej enakovredni denarni sistem, potem pa še novejša, boljša različica univerzalnega temeljnega dohodka, ki se imenuje Living Income Guaranteed oziroma zagotovljen življenjski dohodek. In zakaj je ta predlog tako bolj pomemben in drugačen od univerzalnega temeljnega dohodka. To naj bo vse za danes, nasvidenje prihodnjič.